No, še enkrat dober dan. Joj. Včasih mi je tako, kadar se me film tako globoko dotakne, kar težko začeti, ne? Se kar težko preselim nazaj sem tukaj in zdaj. No, in kot sem že prej na začetku pri uvodu povedala, sem danes res vesela, da je z mano dr. Alenka Kobold, profesorica na Pedagoški fakulteti na smeri socialne pedagogike. Pač po osnovnem poklicu je Alenka diplomirana psihologinja, potem je magistrirala iz pedagogike in potem doktorirala iz socialne pedagogike. In kot sem prej omenila, je pravzaprav ena izmed zaslužnih oseb na Pedagoški fakulteti, da je smer socialne pedagogike razvila v to smer, v katero je pač šla. In vse življenje, poleg tega, pa še družinska terapevtka, 11 let si delala v Zavodu Smlednik. No, skratka, zelo veliko izkušenj pri delu s študenti, pri razvoju socialne pedagogike in hkrati tudi z otroki s posebnimi potrebami, z otroki, ki imajo take ali drugačne težave, bodisi čustvovanja, z ranljivimi skupinami in še, kar je zadnjih nekaj let v Sloveniji pravzaprav ena pomembna tema, kako otroke in mlade vključevati v čim bolj običajno vsakodnevno življenje, tako na področju izobraževanja, kot na področju življenja doma. Skratka, tako da sem vesela, Alenka, da si z nami, pa mogoče za začetek, te samo vprašam, kako si doživela film, zdaj ga nisi gledala prvič, da nam nekaj poveš o tem. Ja, hvala za povabilo in dobrodošli tudi vsi, ki ste zdaj ostali tu po tem filmu. Jaz sem včeraj ta film gledala prvič in seveda na računalniku, na malem ekranu, in nekako mi je vzpodbudil veliko reminiscenc na moje delo v zavodu. V zavodu sem delala prvih 10-11 let, takoj po diplomi, in v drugi vrsti tu sedi ena oseba, ki je me kar malo so me čustva prevzela. In to je Meta Kramar, psihologinja. In ko sem jaz bila v stiski v zvezi z eno deklico, ki je bila zelo zahtevna za zavod, ki je terjala pravzaprav več, kakor je bil sistem pripravljen dati. In jaz sem se angažirala zelo in sem uspela z njo navezati kontakt, kar smo tudi zdaj videli v tem filmu, da je kontakt pravzaprav tisto najbolj pomembno in da se to ne da delati v pisarni, ampak se to da delati samo v življenju. Tako da me je film spomnil na to, po drugi strani me je pa spomnil tudi na to, ker sem jaz bila z zavodi povezana tudi kasneje, in sicer na takrat, ko smo imeli prenovo vzgojnih zavodov, pa ne samo vzgojnih zavodov, tudi drugih ustanov za otroke s posebnimi potrebami. V tistem času še ni bilo toliko v bistvu opredelitev avtizem, ampak so bile druge težave. In ko sem 2 leti delala na Zavodu za šolstvo in sem bila prav v bistvu koordinator oziroma koordinatorca te strokovne skupine za prenovo, smo mi takrat že po vzgledu tujih dežel, to so bila leta 1983 se je to začelo, končalo pa nekje 1995 ali skoraj 2000, smo mi spodbujali oblikovanje stanovanjskih skupin. To pomeni malih enot, kjer je 6 recimo mladostnikov, 8 otrok, in z njimi 3-4 vzgojitelji in gospodinja, skratka čim bolj normalne razmere, čim večjo normalizacijo. To nam je do neke mere uspelo, tudi po zaslugi nekaterih ljudi, ki so že takrat videli, da je to mnogo bolj humano in pravzaprav, da se da mnogo več narediti. In na nek način to poteka tudi danes, in sicer z evropskimi sredstvi, ki omogočajo procese deinstitucionalizacije. Zdaj pa, da ne bom predolga,
utihnem. No, mogoče samo to, da se še dotakne v filmu, preden bi povabila vas, da še vi kaj komentirate ali pa vprašate. Zdaj, v filmu seveda gledamo pravzaprav zdaj film je seveda igrani film. Ta dva režiserja se rada lotevata takih tem, ki se pravzaprav dotikata življenja, spraševanja, kako lahko preživimo čim bolj v skupnosti, kako si lahko pomagamo. In tukaj, tako kot si omenila, se dotika predvsem mladih oziroma otrok, ki imajo kar hude težave, hude oškodovanosti z avtizmom, pa še druge težave, in hkrati gre za dve skupini, obe dve sta nevladni, lahko bi rekli, da sta pač nevladni, in sicer ena je ta, ki jo vodi Bruno, ta glas pravičnosti. Tudi vidimo potem v filmu, da se dotakne tega, on je prej vodil pač počitniške tabore, organiziral počitnice za mlade in se pač ob tem, ko se je srečal s tem Josephom, na nek način odločil, da je začel sprejemati te mlade ljudi. No in potem je ta druga skupina, ki jo pa vodi ta Malik, ki pa na nek način usposablja iz ene revne soseske, spet ranljive mlade ljudi, da se usposobijo za delo, za pomoč, s temi, da pomagajo tem otrokom in mladim. No, in to sta pravzaprav dve skupini, ki sta med sabo precej povezani. Verjamem, da ti je to okolje na nek način vzbujalo neko domačnost, čeprav si ti ves čas delala vendarle se pravi ali pa bila v stiku zelo veliko z se pravi vladnimi organizacijami. Ampak to mi je bilo lepo, ko si omenila, da tudi ko si bila v zavodu, da brez tega osebnega stika seveda ne gre. Ne glede na znanja si ti predvsem tam človek in tudi to, da se te stvari res dotaknejo, temu ne moreš ubežati. In večina strokovnjakov, pri nas v Sloveniji, seveda, en del je ta osebni del, en del je pa ta, in tudi znotraj, se pravi, teh vladnih institucij je zelo pomembno, koliko se ti ženeš za to, da bi te stvari šle na boljše, ta pomoč. Tega se bi mogoče dotaknile še pol. Ampak me zanima, kako si recimo ti doživela. No, še, film je nastal po resničnih dogodkih, tudi videli smo lahko zdaj ob špici, da potem nekakih niso mogli prepovedati, so se zavedali, kaj bo z vsemi temi otroki. Tudi ta dva, ki sta raziskovala, ta inšpekcija, to je pri nas čisto drugače, ampak sta se tega lotila zelo analitično, poglobljeno, pravzaprav tako k staršem teh otrok sta šla, kot se pravi po vseh teh različnih strokovnih ustanovah. No, ampak kako si recimo ti doživela lik, se pravi Bruna, pa lik tega Malika, teh dveh nevladnih organizacij, še to? Ja, no, jaz bi rekla, da mogoče je tudi ta direktorica zdravnice ali strokovna vodja zdravnice je tudi ohranila to človeško noto, zaradi tega, ker se je tega posluževala, ker je videla, da njena ustanova tega ne more pač zagotoviti, in je poklicala te dve. Ampak bi šla nazaj na to tvoje temeljno vprašanje. V bistvu mi smo hkrati zdaj tu videli, da gre za dve skupini. Da gre za mlade, ki so zelo močno prizadeti in to predvsem zdravstveno, se pravi, da imajo dejansko okvare v funkcioniranju in so zato potrebni večstranske podpore. In imamo mlade, ki so brez nekih medicinskih težav, imajo pa socialne težave. Se pravi, so nekako socialno oškodovani, so doživeli verjetno tudi različne travme in jim je to delo oziroma ta aktivacija, ta skupnost, ki jih je sprejela Mece, pravzaprav neke vrste terapija. Vrstniška terapija, seveda za tem Malikom, ki je spreten, ki je direkten, ki je jasen, ki ne ujčka, pove v resnico, nekako tudi, bi rekla, jo vrže v obraz tem mladim, ampak nekako jim tudi da čas, da oni naredijo napake, ampak vseeno se jih prebudi. Tako kot je recimo tudi tega skrbnika Valentina. No, ko sem jaz prvič gledala ta film, sem pravzaprav
Mestoma pomislila zdaj, a so to, sem kar mislila, da je mogoče malo dokumentaren, a ne, da pravzaprav tako dobro so igrali, a ne, vsi ti mladi ljudje, da nekako sploh nisi mogel ločiti, a ne, a je to zdaj igra ali gre čisto zares. Vključno, a ne, z obema tema vodjama teh dveh organizacij. No, zdaj pa mogoče kar vas povabim, da vi najprej kaj poveste o filmu, kako ste ga doživeli, vprašate karkoli. Tako da kar beseda je vaša. Je težko začeti. Vam je bil všeč film? Ja, to pa. No, pa se bomo pa... zdaj sem že mislila, da bo gospa kaj rekla. No, potem pa, Alenka, gremo kar, bomo se potem še enkrat obrnile na gledalce. Zdaj, to, kar si omenila, dezinstitucionalizacija, a ne, o tem se pravzaprav za različna področja, a ne, to je to tudi, a ne, kar se tiče inkluzije. Zdaj jaz ne vem, koliko cajta je že to zdaj v Sloveniji, ko so se otroci, recimo začelo se pravzaprav slepimi in slabovidnimi, pa gluhimi in naglušnimi, da so se začeli vključevati, a ne, v običajen šolski proces. Koliko časa je to zdaj že 2 desetletji, ne vem? V bistvu je bil zakon sprejet leta 2000. Aha. In zdaj mislim, da je vsako leto več otrok, ki so vključeni, in to že nekateri že zelo zgodaj. In se na mnogih področjih ustanavlja mobilna služba, oziroma je že ustanovljena. Je pa res, da imajo, da je to pravzaprav delo, ki zahteva pravzaprav tudi veliko potovanja, ne, za te kadre. In pa seveda vse ti, kar imamo tudi mi, podobno, ker je bila tam kratica, ne, spremljevalce, se pravi, in spremljevalca in pa pomoč. Pomoč učna ali tudi drugačna v šoli. Pravi, to je zdaj zakon je 22 let tule. No in zdaj, kako recimo ti to doživljaš, a ne, ves čas, ta čas si že, a ne, zraven, se pravi, od začetkov tega vključevanja, kako ti zdaj vidiš recimo situacijo, če gledamo recimo zdaj malo v primerjavi, ne, zdaj tle pa seveda se dotika predvsem res zelo, zelo hudo oškodovanih mladih oseb, a ne, in otrok. Ampak kako ti vidiš pa recimo, kako pri nas to zdaj delo poteka, a ne, z otroki s posebnimi potrebami, če gledamo malo širše, a ne? Ja, jaz bi rekla, da bi začela pravzaprav na vrhu. Ne v osnovni šoli, ampak začela bi tam. Jaz sem bila nedavno v zavodu v Črni, jaz v bistvu tudi izhajam iz Koroške. Dolgo nisem bila v tem zavodu in tudi ta zavod se bo transformiral, ne. Tam so v bistvu že tudi stari ljudje, ki so prišli v zavod kot otroci in so zdaj tam že pravzaprav upokojeni oziroma stari, recimo, kaj jaz vem, mogoče celo toliko kot jaz, ali pa malo, ja, nekateri tudi toliko. Vidim v bistvu to, kar sem opazila, je to, da si želijo, a ne, sprememb zaposleni, ampak da jih je hkrati tudi strah. Imajo načrt, da bojo po celi regiji se še nekaj, že imajo stanovanjskih skupin, da bojo še. Ampak se mi zdi, da po drugi strani se pa tudi zelo hitro zgodi to, kar se je zgodilo v Divači, da bojo tam kar postavili 4 enote, kar ni pametno. 1 enota tu, 1 enota v drugem kraju, a ne, ker če ne dobiš mini ustanovo. In mini ustanova je še vedno ustanova. Medtem ko pa eno stanovanje, ali pa tudi ena hiška, je pa ostane, je pa ena celica. Je pa potem zelo, zelo pomembno, kakšni ljudje tam delajo skupaj. Torej, oni se morajo ujeti, tim se mora ujeti. Je pa to dejansko omogoča to, kar smo videli tudi v filmu, vključenost v okolje, čeprav za podporo. Ampak vsi ti mladi, oziroma to, kar smo videli v filmu, so šli na drsališče, so telovadili, so športali, niso bili zaprti in ta stik z življenjem, ki živi, ki žubori, ki je pravzaprav lahko tudi zelo kompleksen, v bistvu
prizadete ljudi oziroma te ljudi drži po koncu. In jih tudi pravzaprav pomaga razvijati. No, to, kar si zdaj rekla, ne, se pravi ta stik čim bolj v tem svojem okolju in z vsemi temi, to, kar si omenila, se pravi to druženje živalmi, tle s konji, gibanje, ples, smo gledali potem to predstavo, tega se pravi tudi stika recimo z umetnostjo, z gibanjem, živalmi, vse to poteka pravzaprav tudi pri nas, na različne načine, to je domače. Je pa nekaj, jaz ko sem ta film prvič gledala, sem ga gledala še pred korono, in sem ga, to je zdaj že kar nekaj časa nazaj, ko smo še z Barbaro zbirale, kire filme bi umestile ta program, in sem ga doživela precej drugače. Namreč zakaj? Zdaj, ko se nam je zgodil ta čas, ko smo bili na nek način vsi izolirani in ga jaz tako nekako doživljam, da vsi mi čutimo, kaj to pomeni, če nisi v vsakodnevnem stiku s svojimi sodelavci, s svojimi prijatelji. In mislim, da smo vsi skupaj postali nekam bolj negotovi. In sem ga zdaj doživela čisto drugače, ker sem ga ta drugič gledala, v tem smislu, koliko enega poguma je potrebnega, da ene stvari nekako, da vstopiš. In ko sem opazovala zdaj te strokovne delavce, te mlade ljudi, recimo najlepše se to vidi pri temu, takoj vam bom dala besedo. A ste se pozdravila, a ste roko dvignila? Pozdravila. No, pri, se pravi, temu, ki je na novo začel s prostovoljnim delom, oziroma, ki se je vključil v to skupino, se pravi ta Dylan, ki je pomagal Valentinu, temu fantu s čelado. Tukaj se je pravzaprav zelo dobro videl, kako je šlo tudi, koliko je on dobil od te vstopa v to pomoč. In pravzaprav je pri delu, pri poklicih pomoči, pa ne bo to zdaj strokovno, ali pa, če se vključiš prostovoljno, gre vedno za oboje stransko izmenjavo. In to je tisto, kar zelo odpira. In zdaj mogoče spet prilika, da vas povabim k besedi. Bi kdo? Karkoli, boste vi. Jaz mislim, da vsi skupaj se premalo zavedamo zgodovine. Družba je tradicionalno vse, ki so drugačni, ki so dobili nalepko, da niso normalni, so jih zaprle v neke inštitucije z nami, vred seveda psihiatrične, kar hočete, na robu mesta, 5 kilometrov ven iz Ljubljane ali kakorkoli, zato ker z njimi ni mogoče živeti. In to je za družbo zelo enostavna rešitev, ker tistega, česar ne vidiš, tega ni. Mi se danes zavedamo, da odpiramo vrata tem ljudem, da jim dovolimo sploh živeti in to živeti med nami. Ampak to ne samo, tako kot Alenka pravi, z ustanavljanjem stanovanjskih skupnosti in tako naprej, z ogromno denarja, seveda, z ogromnim številom strokovnih sodelavcev, ampak gre tudi za to, kako družba sprejme te ljudi. A veste, en tak čuden pojav je, da ljudje ne prenašamo drugače mislečih. Zelo enostavno je živeti, da bi vsi mislili tako kot jaz in jaz mislim, da imam prav in neznosno je, da drugi ne mislijo tako kot jaz. In mi smo že videli zdaj v času teh beguncev v Kranju, torej tistih bogih 6 dijakov ni bilo mogoče v skupnosti sprejeti, ker so bili, ne vem odkot, z Bližnjega vzhoda. In tako naprej. Vse, kar je različno, kot se vidi tudi v tem filmu navsezadnje, vse te policijske inštitucije, vse ti zunanji varnostniki in tako naprej, oni so, kako bi rekla, nevoljni in kaznujejo celo prostovoljce, ki poskušajo pomagati. Torej, gre za, ni čudno, da terja toliko časa, ker mora družba v celoti spremeniti svoj odnos, odpreti se, razumeti,
približati se, ne. Vsi smo ljudje in kot ljudje smo si mnogo bolj podobni, kot pa tiste posebnosti, ki jih vsak od nas ima. Navsezadnje, čisto vsak od nas je drugačen, če bi na to pomisli, da sploh dva nisva enaka. In ne moreva biti, ker imava gensko in po življenjski zgodovini različne izkušnje. No, ampak hočem, da ne bom predolgo govorila, samo to opozoriti, da potreben je čas, da se bodo ljudje navadili sožitja s takimi, ki pač niso nam podobni. Hvala. Vi vedno tako lepo ubesedite, a ne, kaj, kar človek začuti, recimo v kakšnem filmu. In zdaj ste me prav, Erik Toledano je rekel, a ne, sem si tlele izpisala, da njuni filmi vedno govorijo, a ne, o neobičajnih srečanjih, a ne, da kako ljudje komuniciramo med sabo. In recimo njima se je zdelo pomembno raziskati, pokazati, a ne, kako lahko nekaj, kar velja za nenormalno, nekaj neobičajnega, da uspe pripraviti te običajne ljudi k temu, da začnejo drugače komunicirati. No, to, kar ste vi zdaj povedali, me spomne na to. In to je tudi točno to, Alenka, kar sem jaz tebi hotela reči, da v bistvu ob vsakem takem srečanju se nam nekaj lahko zgodi in nekaj se v nas lahko premakne. Je pa res, tudi v tem filmu smo videli, meni se zdelo nenavadno, te dve skupini, res je tak tempo, ker imajo toliko teh ljudi, a ne, in ves čas, Bruno je ves čas na telefonu. Tudi včasih je tudi tako, če gledaš kakšne take, recimo svetovalno službo, kar naprej, en otrok leti, pa telefon, pa spet te pokličejo, pa nekaj se nekomu zgodi, nekaj podobnega se dogaja. No, ampak hkrati vse skupaj gre pa potem za eno tako sobivanje ali pa eno tako, vendarle so trenutki, a ne, ko se nekaj običajnega dogaja, tako kot v bistvu v eni povprečni družini, recimo tle, ki so praznovali, ki je tale diplomiral, a ne, to pa moramo malo hrumeti, tam je bil en tak trenutek, a ne. Kaj bi bilo mogoče še za izpostaviti, recimo ob temle filmu? Jaz bi izpostavila še, v bistvu mogoče še kaj povedala o tem, kar je Meta v bistvu odprla, a ne. To je ta splošna zrelost družbe za to, da se ne zapremo, da nas to ne moti, da nam ne gre na živce, ampak da poskušamo razumeti. In to se da v bistvu počasi razvijati, tudi z res temi prostovoljci. Kaj se vem, do Malče Beličeva ima že 15 let v tej botrstvu, a ne? In to je tako zelo dragoceno za otroka, ki bodi si zaradi različnih razlogov pač ne more iti domov za konec tedna, da ima možnost, da lahko gre k temu botru, da se lahko zanese. Ali pa recimo ena dobra rejnica, dobra rejniška družina je lahko tudi čudežna pomoč, ne? Ti si tudi delala v sociali in to veš. Da je zdaj, pravijo, da je zdaj zelo težko v bistvu najti ljudi, ki bi bili pripravljeni biti rejniki, a ne? Se mi zdi pa nekaj pomembnega, kar ste vi rekli, pa sem pol zašla to, ko sem citirala režiserja, da seveda te naše tradicionalne družbe, a ne, so zapirale, kjer se je le dalo v različne inštitucije. Najprej se je to začelo znotraj psihiatrije, ker so bili tam najbolj zaprti oddelki, a ne. Ampak gre predvsem za to, da vsak človek je, tako kot ste vi rekla, nekaj posebnega, vsak ima nekaj posebnega, ampak vsak človek tudi lahko na nek način odloča o tem, kako bi rad živel, kaj pravzaprav sploh potrebuje, na nek način je ekspert za svoje življenje, a ne. In to se tudi v tem filmu dobro vidi, a ne, da vendarle gre za sledenje tistemu, a ne, skupaj z njim, a ne, kaj pravzaprav potrebuje. No, to je recimo kar dobro, taki majhni drobci, ampak lahko vidimo, a ne, kam to potem čez nekaj časa vendarle pripelje, če pogledaš, a ne. No, kakšne stvari, kar je bilo še meni v filmu zelo ljubo, je ta humor, a ne? Ta humor, tudi tega mogoče tudi malo te grobosti, a ne, pa recimo temule Maliku, a ne? Bobu Bob, a ne? Ja, on je kar tako povedal, tako bil nekam spontan in sproščen in ne prav tako, bi se rekel, politično korektan, a ne? Celo včasih malo ošter, a ne? No,
In ta humor, no, tudi to je bilo zelo dobro prikazan, se je meni zdelo pri temu Brunotu, a ne, kako neroden je bil pa on pravzaprav pri sklepanju ali pa snovanju odnosov z ženskami, a ne. Dobro, tle je še židovska skupnost, a ne, je spet še en vidik, a ne, ampak je bilo pač vsak, ki je malo neroden, a ne. No, v zvezi s tem bi pa jaz omenila to, a ne, kar sem pač po 10 letih zavoda pravzaprav tudi jaz čutila. Jaz sem živela še zelo blizu, sem čez cesto, mi smo bili še v gradu, a ne, to je prvi grad, ki ga so dobili potem Lazarinjevi nazaj. Mislim, če hočeš res nekaj premakniti, moraš tudi svoj prosti čas in svojo, bi rekla, privatno energijo dati na razpolago. Recimo, tako sem jaz rekla, ja, če pa mama pride v nedeljo, ja, daj pokliči me, ne, in sem se šla z mamo pogovarjati. Zaradi tega, ker sem bila blizu, mi niti bilo, takrat nismo imeli še toliko avtomobilov, da bi lahko. Kratka, tako neko varno skupnost je treba okrog ljudi, ki to potrebujejo, oblikovati. In tu lahko sodelujejo res vladne organizacije, nevladne, prostovoljci in že to, da mislim, s tem ti tudi veliko dobiš nazaj. Gre tvoj čas, gre tvoja energija, ampak jaz verjamem v to, da je to pretočno in da se ti nekje to tudi vrne. To ni, kako bi rekla, to ni služba, to je poslanstvo. Tako, ti ljudje dejansko živijo samo za to. In mimogrede so nam pokazali, ne, sej, kadar niso na delu, to je en prazen dom, tam nekje si eno kavo skuhaš, pač pa nasloniš se na kavč, ne. To je, ne more biti vsak sposoben, kako bi rekla, ni vsak pripravljen tako veliko svojega življenja v to vložiti in na koncu smo nekako videli tista veselja, a ne, v očeh, ali tudi malo tudi solze, ne, kadar tem njegovim varovancem nekaj uspe. To je, tle oni morajo iskati ravnovesje, kaj drugega skoraj si ne morejo privoščiti. No, malo je, Alenka bo rekla drugače, je imela tudi svoje družinsko življenje. Ja, čeprav jaz se tukaj pogledala sem namreč, čisto se strinjam z vami, a ne, pogledala sem namreč tudi pogovor, ki so ga imeli v projekciji prav tega filma, a ne, in sicer je bil namenjen strokovnim, se pravi, učiteljicam, vzgojiteljicam pa strokovnim sodelavcem, da so se ob tem filmu pogovarjali, se pravi, o svojem konkretnem delu. Na tem pogovoru ga lahko tudi pogledate, če pa pogledate na tole stran, a ne, in sicer je to vodil Robi Kroflič, je bila še gospa Irena Lesar, ki je pač predaval občo pedagogiko na Filozofski fakulteti, in še en doktorski študent, a ne, na fakulteti za socialno delo, Juš Kraben. In mi je bilo pa zanimivo točno nekaj podobnega, kot ste vi rekli. Zdajle je rekla na koncu v pogovoru dr. Anica Mikuš-Kos, ona je psihiatrija po osnovnem poklicu, ampak seveda se že mnoga leta ukvarja z različnimi ljudmi, ki so, recimo, kjer je posledica vojne ali pa kakšnih hujših tragedij. In ona, sem si prav zapisala, a ne, ker se mi je zdelo tako, da za delo, a ne, z ljudmi so potrebni, a ne, pogumni in kreativni ljudje z veliko mero poguma, pa tudi zadovoljstva, in da gre za ena taka čudovita tveganja, ampak da v prvi vrsti moraš biti človek, a ne. Znanja ti pa seveda lahko zelo, zelo pomaga, a ne. In da je osnovno vodilo, in to je enako, kot ste rekli zdaj vi, da pomagajmo ljudem predvsem kot ljudje. Ne, to se mi zdi nekako taka reč, ampak jaz tudi mislim, da v strokovnih službah, a ne, je večina takih ljudi, saj ne bi šli niti tega študirati, ne, če ne bi, ampak je pa res včasih sistem tak, da te zapelje na razne stran poti ali pa celo v eno nemoč, ne. Mogoče spet, a ne, prilika, da vas povabimo, ne, kar kaj vprašite Alenko ali pa komentirajte film, karkoli.
Aha, tamle, pa imamo pa še spredaj. Ja, veste, kaj sem pa jaz le opazila pri tem filmu, ne? Da pravzaprav obe skupini, ne? Tisti bodoči pomočniki, ki se nekako vzgajajo, in ti, ki so, bomo rekli, prizadeti, a ne? Da se vse to dogaja bi rekla, na obrobju družbe. Ne? Torej, ti ljudje so že itak večina, razen mogoče mama od Josefa, recimo, zgleda, da so bolj iz takih revnih družin, da ne rečem nižjih slojev, ker mi ta izraz ni všeč. Mene pa zanima, recimo, ravno če damo v Franciji, pa ne vem, da je to drugače, kako je pa za poskrbljeno, kako so pa privilegirani tisti, ki so iz bogatejših družin, naprimer, a imajo tudi take probleme, ali se za njih, a jih družine lahko tako boljše poskrbijo, naprimer, ali imajo tudi take težave. Alenka. Ja, zdaj jaz že nekaj časa nisem neposredno na terenu, na delu. Aha, okej. Pravim, jaz že vrsto let nisem tako neposredno povezana s prakso, sem preko supervizij ali pa preko kakih seminarjev, tako da imam stik s praktiki, ampak kolikor jaz slišim, mi še nimamo vzporednih ustanov. Mi nimamo še recimo nekih stanovanjskih skupin, kjer bi bili mladi iz privilegiranih slojev. Imamo pa kar veliko otrok, recimo tudi z diagnozo avtisti, tudi iz družin z visoko izobraženimi starši. Ne? Se pravi, pri čustvenih in vedenjskih težavah je to malo drugače. Ne? Tam je res tudi ta socialna nota zelo prisotna. Ne? Nekako že nekako, ko bi rekla, tudi težave, ki se na nek način tudi družinsko prenašajo. Ne? So že starši imeli težave, recimo se dogaja, da je že mama bila v vzgojnem zavodu, ne? In potem dobi otroka in nekako nima teh kompetenc, da bi bila, mislim, je nekako razklana mama, ne? Tako da mislim, da pa prav pri tej težavi avtizem pa ni taka razlika v tem, ne v izobrazbi, pa ne v siceršnjem. Razlika je mogoče samo ta, ne, tako kot sem vas jaz zdaj slišala, da recimo tukaj so bile res te družine, mislim, da je podobno tudi pri nas v Sloveniji, te, ki so bolj iz recimo deprivilegiranih slojev, težje najdejo pomoč. Recimo jaz sem zdaj glih eno knjigico, ki je Stripburger izdal, pač prebrala, pa je pač tudi od enega otroka, ki ima cel kup enih težav. In seveda ima starše, ki ga lahko na vsakem koraku podpirajo, ga lahko vključujejo recimo v razne kreativne delavnice. In seveda ta otrok ima seveda ob sebi dva človeka in še cel kup enih strokovnjakov, ker sta ta dva človeka na nek način bolj vešča poiskati pomoč. Take družine, ki so pa v filmu prikazane, se pa težje znajdejo, in težje pridejo do te pomoči. In to se mi zdi, da tukaj je razlika. Je pa bil na tem mestu, preden dam tebi besedo, Bojana, omenila še en film, ki si ga je vredno ogledati, in sicer film Zakaj skačem, ki pa je dokumentarni film, se pravi otrokih, ki imajo težave z avtističnim spektrom. In mene je tisti film tudi precej, bom rekla, presenetil, ker je posneta z različnimi otroki, z različnimi družinami, ampak vse te družine so ubrale svoje poti, predvsem so imeli pa te otroci to srečo, da so imeli ob sebi starše, ki so bili tako trmasti in vztrajni, da so na nek način si vzeli čas in temu otroku poskušali nuditi najboljšo možno pomoč, predvsem biti z njim čim bolj ljubeči, in ga razumeti v tej njegovi drugačnosti. In ko gledaš ta film, verjetno se ga da kje pač pogledati, si v bistvu presenečen, kaj lahko naredi eno okolje, in če se okolje, se pravi družina, odloči, da tega otroka ne bo dala v nek zavod, ampak bo z njim poiskala pomoč, hkrati pa z njim živela čim bolj
ljubeče življenje, kaj se lahko zgodi. A ne? No, tako da se mi zdi, a ne, da je to, kar se pa tiče, a ne, te oškodovanosti, seveda tukaj gre za ene druge reči, ne gre za socialne oškodovanosti. A ne? No, Bojana? Ja, jaz bi rekla to, da pravzaprav ta film, ko sem ga jaz doživela, da je dve stvari poudarjal, ne? Nekak odnos, to, kar si že ti, Alenka, prej povedala, pa to človečnost, brez katere pravzaprav ne moreš delati na tak način, s tako populacijo, pa s tako težko. Ne? In je bilo tako lepo poudarjeno, ne, saj niso imeli izobrazbe ti ljudje, ki so delali, ne, niso še imeli diplom in tako, verjetno so bili na poti ali pa še niti ne, ampak imeli so pa ta odnos in tukaj včasih znanje seveda je pomembno in zelo važno, da ga imaš in da veš, kaj se dogaja z ljudmi, kako jim pomagati, kakšni načini so bolj učinkoviti, kakšni manj, ampak če ni te človečnosti, ki so čisto vsi na nek način prikazovali, tudi ne moramo pričakovati, da bi se kaj izboljšalo. Ne? Po drugi strani se mi je pa zdelo tako lepo, ker to, kar mi delamo, ne, to, kar je nekako naše delo ali pa poslanstvo, kakorkoli temu rečemo, je tako procesno. In tu je bila ta procesnost pokazana, koliko časa je treba vztrajati, koliko časa je rabil ta Valentin, ne, da je sploh začel komunicirati, mislim, da je sploh bil pripravljen sodelovati. In to je tudi ena potrpežljivost vseh nas in ta potrpežljivost tudi, če se navežem na vas, ne, tudi v družbi, se mi zdi, da je včasih, da jo manjka, ne, da bi hoteli nekako hitro do nekih rezultatov in ker teh rezultatov ni hitro, ljudje obupajo in potem se ne razvija, ne, tudi mislim, stroka ali pa nevladne organizacije, mislim, da imajo zelo veliko pri temu, da zmorejo marsikaj biti v oporo in prostovoljci pri nas, da delajo res veliko dobrega. Drugač pa, ker si omenila še ti prej ta film Zakaj skačem, sem ga tudi jaz gledala, pa se mi je zdelo še tako lepo v povezavi s tem filmom zdaj, da kolikrat napačno razumemo to, ker se nekdo ne želi pogovarjati, ker je nekdo agresiven do drugega, ker nekdo beži v stran in mislimo, interpretiramo to, da on hoče imeti svoj mir, pa da ne želi odnosov in interpretiramo, da avtisti ne rabijo drugih, ne, da rabijo biti sami sabo in potem so zadovoljni. In v tem filmu Zakaj skačem ravno to povejo, da ne, da oni rabijo to prisotnost, ne na tak način, kakor si mogoče mi v vsakdanjem življenju to predstavljamo, ki nimamo teh težav. Ne. Mogoče toliko, no, ni vprašanje, ampak bolj kot nek komentar, pa doživljanje tega filma. Hvala, Bojana. Bojana namreč tudi socialna pedagoginja in specialna pedagoginja in dela na kako se že reče? Svetovalni center za otroke, mladostnike in njihove odrasle. Tako da tudi zelo dobro pozna to področje. Zdaj nekako, meni je kar zasvinglal, da se nam čas izteka, ne vem, kako mi je to ratalo. Tako da bi še kdo kaj dodal, vprašal? Tamle še gospa? Jaz sem hotela to povedati, preden se razidemo, bi rada opozorila na ta film Gospod Bachman in njegov razred. To nikar zamuditi, če tudi film zelo dolgo traja, ampak to je ena ponovna potrditev, kako tale kinodvor zares skrbno zbira, kaj nam predvaja in to je enako vredno ene debate, kot današnji film. Hvala za to. Povejte še vi, gospa. Ja, mogoče bi se navezala na Bojano, tudi jaz ten svoj razmislek. V bistvu se mi je dotaknilo to, kar film tudi ponuja kot eno izmed rdečih niti, to je ta togost sistema. Ne? In tudi vsi, ki delamo v praksi, v tej praksi, ali smo delali, vemo, da pravzaprav nam ta pobere več energij kot vse to neposredno delo, ta borba s sistemom, ki je tok in ki je žal tok tudi v naši državi. Iluzija je, če mi mislimo, da je v Sloveniji vse lepo v redu, kajti dnevno se recimo na oddelkih
otroške psihiatrije spopadamo s tem, da je treba najti kakšno institucijo, ki bo vzela kakšnega takega otroka, kot smo tudi videli enako v filmu, a ne. Tudi to je naša realnost, a ne. In je treba veliko te borbe in še dodatne trme in vsega, da se nekaj premakne. In se mi zdi, da je to tudi potrebno povedati, a ne, da je tudi pri nas tako. Hvala. Če se Alenka, lahko odzovem. Meni se zdi izjemno pomembno, da ste vi to odprla. Resnično je postala ta birokracija in nadzorovanje tako močno, bistveno več je tega, kot je bilo takrat, ko sem jaz neposredno v zavodu delala, in vidim, da se tudi na fakultetah to pozna. Pravi, neka moč beleženja, moč kontrole, in dejansko se, ko je pa treba kaj narediti, a ne, takrat pa zmanjka. Tako da je to ena velika rak rana. In kako lahko recimo gremo od tu naprej, Alenka? Od tu naprej? Ja, da premaknemo vse skupaj. Ja, s tem, da migamo, da ne izgubimo upanja, da v obsegu, kolikor sežejo naše roke, ostajamo zvesti sami sebi in delamo naprej. No, mislim, da je to lep zaključek. Tako da vsak lahko na tem svojem do tega majhnega prostorčka. In mogoče bo se s tem zgodilo tudi to, kar je gospa omenila in v filmu tudi rekla ta gospa, ki je bila v bolnici, da tisti, ki bi potrebovali največ pomoči, jo na koncu koncev dobijo najmanj. Tako da upajmo, da se to premakne. Hvala vsem. Alenka, hvala tebi in hvala Kinodvoru, ki izbira take filme.